Dober dan in lepo pozdravljeni na elektronskem knjižnem sejmu. Moja gostja tukaj je Anja Mogerli, ki je izdala knjigo Čebelja družina pri Cankarjevi založbi. In prav o tej knjigi se bova z Anjo nekaj malega pogovorila, ampak najprej naj na kratko predstavim našo avtorico. Diplomirala je iz slovenistike in kot ena izmed zelo redkih v Sloveniji tudi magistrirala iz uprizoritvenih študij in kreativnega pisanja. Že leta 2015 je z zbirko kratkih zgodb Zeleni fotelj prišla med nominirance za nagrado za najboljši prvenec, ki jo podeljujeta Društvo slovenskih pisateljev in knjižni sejam. Nato je 2017 objavila roman Spomin, ki je prišel med deseterico za nagrado Kresnik in je bil predstavljen tudi na festivalu najboljših knjižnih prvencev v Budimpešti in v Kielu. Potem pa je 2020 izšla Čebelja družina. Čebelja družina je bila nominirana za nagrado Novo mesto, potem pa je neko nagrado tudi dobila. In to je precej vplivna nagrada Evropske unije za literaturo. Ta nagrada Evropske unije za literaturo bo gotovo povzročila to, da bo knjiga zbudila bistveno večje zanimanje, kot je za knjige in še zlasti za knjige kratkih zgodb nekako v navadi. Pred tem pogovorom sem preveril, pravice za prevod knjige so prodane že v 6 jezikov in ta postopek se bo zanesljivo še nadaljeval. Tudi doslejšnji nagrajenci so precej odmevali. Mogoče bi za začetek nekaj za morda animacijo publike povprašal, namreč kakšni so občutki, ko je človek nekako nominiran, pa še ne ve, kaj bo z nagrado. Tako je bilo z nagrado Novo mesto, podobno tudi z Evropsko literarno nagrado. Torej, eno to vmesno pričakovanje, zdaj, če bi hotel malce duhovičiti, bi rekel, knjigo lahko vsak prebere in si misli svoje, medtem ko do nominacij in morda do nagrad pa ne more priti vsak. Evropska nagrada za književnost je moja prva nagrada in seveda sem se zelo razveselila. Je pa bil ta čas med tem, ko sem izvedela, da sem med nominiranci in potem, ko so bili uradno razglašeni rezultati, zelo kratek pravzaprav, tako da ta napetost ni trajala dolgo. Ko pa sem izvedela, da sem med nominiranimi avtorji, sem na tihem upaš, da bi dobil nagrado, ker je to zelo dobra referenca. Sem pa bila do zdaj vedno samo nominirana, tako da sem si mislila, najbrž bo tokrat se ponovila ista zgodba. Kot zanimivost lahko povem, da je ekipa, ki je to nagrado podeljevala, hotela novico sporočiti osebno, torej potrebovala je vašo telefonsko številko, ker je tistim, ki smo za nagrado že vedeli, pa tega nismo smeli povedati nagrajenki, povzročilo kar nekaj težav, kajti zdelo se nam je neustrezno, da bi poslali elektronsko pošto, tako da k sreči smo našli telefonsko številko v neki publikaciji na spletu. Tista fraza, da na spletu pravzaprav najdeš vse, se je res izkazala in potem smo seveda morali čuvati to skrivnost in sam sem čakal, da je bilo to uradno razglašeno in sem se potrudil, da sem v trenutku za razglasitvijo poslal čestitko in vi ste mi takoj odgovorili, očitno ste, čeprav ste vedeli, tudi spremljali to razglasitev. Tako je, res je, ja. V bistvu pred uradno razglasitvijo mislim, da sem kakšen teden prej izvedela neuradno in sem morala skrivati do tistega dne. Tudi vi ste skrivali skrivnost, povedali niste niti urednikov, kakorkoli že. Zanimivo je in sorazmerno nenavadno v moji uredniški karieri, če tako rečem, to, da sem kot urednik sodeloval pri kakšnih 350 knjigah, ampak pri vaši je bilo to sodelovanje povsem drugačno. Ena stvar, to je neke oblike pohvala, je to, da je to knjiga, s katero sem imel morda v celi karieri najmanj dela, izrazil sem samo svoje navdušenje, malce sva se posvetovala glede nekaterih zadev, ampak besedilo je prišlo tako rekoč zgotovljeno. Še bolj nenavadno je bilo pa to, da sva se ob knjigi pravzaprav prvič srečali v živo šele na pogovoru, ki je bil pripravljen za nominirance za nagrado Novo mesto v Vodnikovi domačiji, tako rekoč vse sva uredila nadaljavo. To je mogoče ni samo posledica koronskega časa, ampak tudi posledica tega, da tudi sicer veliko stvari delamo nadaljavo. Takšno je pravzaprav tudi vaše življenje v teh letih, ne nazadnje ne živite v Ljubljani, kjer je mogoče epicenter knjižnega dogajanja. Se vam zdi to nekako za književno delo pozitivno ali morda niti ne tako zelo?
Pravzaprav za sam proces ustvarjanja, torej za moje ustvarjanje je to, da ne živim v tem centru, kjer bi morala ves čas oziroma bi imela občutek, da moram ves čas biti prisotna na raznih dogodkih in se srečevati s tem in s tistim in s tisto osebo, mi je pravzaprav ustreza, ker imam pač nek svoj mir, si lahko vzamem čas. Po drugi strani pa včasih vseeno občutiš res, kot da ta komunikacija ne poteka drugače kot preko maila, tudi v svojem na svojem drugem službenem področju večinoma komuniciram preko maila, tako da včasih tudi pogrešaš seveda tisti osebni stik vsekakor. Ko ste omenili osebni stik, ti stiki so seveda močno prisotni tudi v knjigi, če da se malce premakneva k knjigi, ne? In tisto, kar je po svoje njena najbolj izrazita rdeča nit, je to, da jo nekako te zgodbe povezujejo različni, nekateri starejši, nekateri novejši, morda sodobni družinski običaji, ampak na nek način je ta vsebina zelo antropološka. To je po svoje zanimivo, to bi morda pripisali drugi uspešni avtorici kratkih zgodb, Ani Svetelj, ki je naredila knjigo Prevozi o običajih, ki se dogajajo na prevozih. Mislim, da tudi vi uporabljate to sredstvo premikanja. Ampak kako da ste se vi z nekakšno drugačno izobrazbo imate tako velik interes tudi za tiste običaje, ki jih več ne doživljamo vsakodnevno? V bistvu običaji so me odzmeraj zanimali, ampak tako zelo ljubiteljsko. Sem pa za nek literarni natečaj pred to zbirko napisala zgodbo, ki je govorila o kolinah in hkrati o odraščanju. In takrat sem v bistvu prišla na to idejo, da bi napisala zbirko zgodb, ki bi govorile o nekih obredih oziroma običajih, značilnih za slovensko kulturo. In sem se lotila potem raziskovanja. Zanimalo me je sploh, kakšni običaji vse obstajajo oziroma kakšne obrede vse poznamo. Predvsem so me zanimali tudi obredi, ki recimo danes se mogoče ne izvajajo več, ki jih redko kdo pozna. In hkrati so me zanimali obredi, ki imajo v sebi mogoče nekaj temačnega, ki se mogoče ukvarjajo s kakšnimi tematikami, ki v družbi danes niso tako prisotne oziroma so mogoče včasih tudi tabu teme. Zdaj, najbolj izrazito je to morda v drugi zgodbi v knjigi, v zgodbi Pust, kjer je nek obred iniciacije, pustovanje z maskami. Na misel takoj pridejo seveda kurenti, ampak najbrž ste imeli v mislih ali kakšen drug konec Slovenije, ali pa morda to niti ni nujno, da je nekam geografsko to opredeljeno, ne? Ampak tukaj je tudi nek zanimiv način po eni strani iniciacije. Mlad človek dobi pravico do tega, da gre maskiran na pustovanje. Po drugi strani je to tudi ena specifična iniciacija, kajti ta mladi človek, ki je glavni lik te zgodbe, ima očeta, ki je mojster izdelovanja mask in mojster skoraj ničesar drugega, kar je neke vrste vaški posebnež. Ja, v bistvu s temi obredi sem hotela potem v teh zgodbah nekako se tudi poigrati. Torej, obredi nekako izgubijo tisto svojo prvotno funkcijo, ki jo imajo. Tako je recimo tudi pri zgodbi Pust. Ko recimo pomislimo na pust, imamo v mislih pač nekaj veselega, torej konec zime, začetek nekega svetlega časa. Medtem ko je za tega protagonista pust predstavlja v bistvu neko težko tematiko in v bistvu ga je groza teh mask. Hkrati pa potem ravno s tem obredom, torej s tem, ko se obleče v ta kostum in si nadene masko, nekako premaga ta strah in na nek način tudi spomin na tega svojega očeta, s katerim je prišlo potem tudi do nekega konflikta med njegovim odraščanjem in se tako rekoč osvobodi v bistvu tega strahu. Ob običajih, ki so ena izmed rdečih niti knjige, je morda druga rdeča nit prav medčloveški odnosi oziroma natančneje nekako družinski odnosi. V prvi zgodbi Jabolkosnetka je pravzaprav to zelo izrazito pokazano z likom odsotnega očeta, ki ga nekaj časa nadomešča izpraznjen stol v kuhinji. Torej, dokler hčerka in mama imata izpraznjen stol, hčerka še nekako komunicira v mislih z očetom, ko ta stol iz njune jedilne postavitve izgine, pa hčerka od očeta ne dobiva več odgovorov, torej na nek način simbolno odrasta. Ja, glede teh družinskih odnosov,
v bistvu ves čas, ko sem pisala, sem imela v mislih obrede in dejansko šele, ko je bila zbirka sestavljena, sem ugotovila, da čisto vsaka zgodba govori na tak ali drugačen način o družini oziroma o želji imeti neko družino. Te družine nekako razpadajo ves čas, skoraj v vseh zgodbah oziroma se niti ne uresničijo, ne postanejo družina v pravem pomenu besede. Hkrati bi pa tudi dodala tudi, da ves čas sem imela v mislih neke družbene obrede, neke običaje, ki povezujejo ljudi kot skupnost. Hkrati so se pa v mojo zgodbo vpletli tudi razni osebni obredi, kot je recimo tudi ta v Jabolkosnetki, kjer protagonistka se pogovarja s tem očetom, v bistvu s tem praznim stolom in potem nekako preraste ta obred oziroma obred ji ne služi več in takrat ga nekako zaključi. Tudi ti osebni obredi so neka oblika dedovanja, pravzaprav ne nujno samo v družinski skupnosti, kjer recimo sin prevzame izdelovanje mask od očeta v zgodbi Pust, ampak tudi v tej prvi zgodbi se jedenje jabolk iz, kasneje se izkaže, da morda umišljene gospe iz najvišjega nadstropja v nekem bloku prestavi na pripovedovalko same te zgodbe, torej tudi tu ni nujno, da gre za prav neposredno biološko povezovanje, vendar se stvari vseeno nekako dedujejo. In to je nekako tudi še morda tretja rdeča nit v tej knjigi. Namreč, čeprav je samo ena izmed teh zgodb, namreč naslovna Čebelja družina, zapisana v eno konkretno zgodovinsko obdobje, ki ni današnje, vse ostale pa bi se lahko dogajale danes ali pa se lahko dogajajo kadarkoli, so malce alegorične, pustimo zdaj malenkostne dodatke, kot so telefoni in mobiteli in avtomobili, ampak imajo neko tako alegorično komponento, no tudi tiste, ki se dogajajo v morda sedanjem času, imajo pa eno izrazito navezanost na preteklost. Skratka, preteklost vse te like na nek način zelo močno določa. Ja, res je. V bistvu veliko ljudi mi je že reklo, da se te zgodbe ne morejo dogajati v sedanjosti. Jaz pa, ko sem pisala te zgodbe, z izjemo seveda Čebelje družine, ki se dogajajo med drugo svetovno vojno, sem ves čas imela v mislih, da se dogajajo tukaj in zdaj in zaradi tega sem tudi potem te obrede skušala uporabiti na nek drugačen način, torej da se njihova vloga spremeni za samega protagonista. In ja, recimo mi je prav ta neka povezava s predniki oziroma ne samo po tej biološki plati, ampak tudi kar se tiče na tej družbeni ravni. Ja, mislim, da je tudi zelo prisotno v knjigi in to je tudi nekaj, kar me pri pisanju zelo zanima. Zdaj, če imamo tukaj neko, bi rekli, lahko vertikalno komponento časa v zgodbah, je bila vsaj zame, ki sem nekako celo življenje Ljubljančan, zelo zanimiva tudi ta geografska. Prej sem že malce ugibal, odkot prihaja to pustovanje, no v nekaterih zgodbah, najbolj izrazito pa seveda v Čebelji družini, se pa izrazito vidi vaše domače okolje, torej severno-primorsko okolje, ne? In na nek način, bom rekel, me ta zgodba, tudi nekatere druge, malce spomnila na neko specifično vzdušje, ki skozi, bom rekel, daljši čas nastaja v umetnosti z teh koncev, če gremo nazaj do morda Cirila Kosmača ali pa, če pogledamo zelo sodobno na film Gregorja Božiča Zgodba iz Kostanjevih gozdov. Tako da na nek način ste očitno, čeprav pišete brezčasno in brezkrajevno, vseeno nekoliko krajevno determinirani. Res je. V bistvu med svojim oziroma v svojem pisanju nikoli ne rada oziroma nočem nekako postaviti dogajanje v nek specifičen prostor oziroma lahko tudi specifičen čas. Recimo tudi roman Spovin sem pisala tako, da nikoli nikjer nisem razkrila, da so to Goriška Brda, ampak je bilo seveda vsem jasno. Ta prostor, ta zahodni del Slovenije mi je zelo domač, ker prihajam seveda od tam in mi je zelo ljub in pravzaprav sem najprej nameravala, da bi čisto vsaka od teh zgodb govorila o nekem običaju, ki izvira prav iz tistega konca. Se pa potem med samim procesom pisanja zgodilo marsikaj, odkrila sem tudi recimo druge obrede, ki niso specifični prav za tisti prostor, tako da sem potem malo razširila tudi ta prostorno
kjer se zgodbe dogajajo. Prej sem nekako že omenil, da knjiga ni potrebovala večjih uredniških usklajevanj in enakega mnenja je bil tudi lektor. Če se ne motim, se tudi vi preživljate kot lektorica, tako da ni nič nenavadnega, da je bil lektor zelo zadovoljen, ko je v delo dobil to knjigo, saj z njo tako rekoč ni imel dela. Ampak morda za širše bralstvo to ni tako pomembno kot dejstvo, da vi jezik uporabljate ne samo na zelo, bi se reklo, brezhiben način, ampak tudi na nek način zelo inovativno. Zdaj, vse te zgodbe imajo tudi nekatere drobne jezikovne namige, podvojitve. Skratka, ta estetska plat jezika zelo zaživi. Ste se s tem kaj načelno ukvarjali ali je to kar voda, v kateri običajno plavate, če rečem metaforično? Ja, v bistvu, preden dam tekst, se veliko ukvarjam z njim. Zgodba lahko nastane v enem zamahu, ampak potem porabim lahko ogromno časa za to prebiranje znova in znova. Lahko recimo naredim minimalne popravke, ki jih recimo bralec niti ne bi opazil, če bi bral prejšnjo verzijo, ampak ki so za mene zelo pomembni. In slovenski jezik se mi zdi meni osebno prelep. Jaz živim s slovenskim jezikom tudi na službenem področju, tako da tukaj sem doma. No. To zveni odlično, vendar zdaj, ko se bo ta knjiga prevajala v tuje jezike, bo to morda povzročilo nekoliko težav. Zdaj, ali vas prej ste rekli, da ste bili malce napeti, ampak to ni trajalo predolgo, ko ste čakali na izid razglasitve nagrajenca na Evropske literarne nagrade. Zdaj bojo prihajali prevodi, imeli bojo morda tudi nekaj težav z samimi stvarnimi sestavinami, torej z dogajanjem, morda še več z jezikovnimi in nekatere od teh težav boste morda tudi sami opažali, ko boste te prevode brali, nekatere bojo v bližnjih jezikih, ki jih razumete. Knjiga bo šla v italijanščini, v hrvaščini, v nekaterih drugih južnoslovanskih jezikih. Torej, ali vas zdaj to kaj skrbi? To je za me neko čisto novo področje, seveda, tako da jaz vsekakor upam, da bom lahko sodelovala s prevajalci, oziroma čeprav bo recimo knjiga prevedena v jezik, ki ga sama ne razumem oziroma ne govorim, upam, da bo to sodelovanje s prevajalci prisotno, tako bom tudi jaz malo bolj pomirjena, da bo moj tekst šel naprej tako, kot sem si zamislila. Spoštovani prevajalci, ki zdaj z nekaj zamika spremljate tale najin pogovor, prej je bilo rečeno, da bo ostal za večno, kakor si nekako domišljamo, da vse, kar je posneto in objavljeno na spletu, ostane za večno, kar je seveda daleč od resnice. Torej vsi, ki zdaj spremljate tale pogovor, ker ste pravkar dobili od založbe naročilo, da prevedete to knjigo, važno je podčrtati, da avtorica, kakor velika večina avtorjev, je pripravljena na sodelovanje v tem pogledu in da bo morebitne nejasnosti pomagala pojasniti. Zdaj, ena zadeva, ki nekako nama ostane za bližanje koncu najinega pogovora, je nek dramski lok, ki ga ta knjiga nekako sklepa. Na začetku imamo neko zgodbo, ki se ukvarja z vprašanjem upanja, ali bo odnos med dvema, zdi se, da precej odtujenima osebama. Mogoče malo za pojasnilo še povem, da gre za par, v katerem je ona prevajalka, torej izrazito samostojna dejavnost, on pa dirigent, torej izrazito takšna umetniška dejavnost, ki je zelo odvisna od drugih, torej že tukaj so nastavki recimo za različen pogled na svet kar veliki, vendar tukaj nekako odmira neko upanje. V zadnji zgodbi pa je predstavljeno zelo zanimivo, to je neka kar klasična tematika, morda neke krize srednjih let, torej nek par, ki sicer že ima 2 otroka, dvojčka, in je izgubil enega še prihajajočega otroka, ki jim bi malce podaljšal to obdobje starševstva, se zdaj nekako otroka že osamosvajata, se sooči s tem, da zdaj pač tretjega otroka ne bo, torej zdaj bo treba živeti s tem, kar pač imata. Torej na nek način gre tukaj za eno tako neboleče sprijaznjenje iz tistim, kar nam življenje pač ponuja. Je bil ta lok speljan od tega recimo upanja, ki se razblini v tej fazi, ampak se bo morda nadaljevalo s kakšnim novim partnerjem. Jabolka so ena izmed možnosti, da do tega pride, pa zdaj do na koncu bodimo zadovoljni, da lahko obdelujemo po Voltairovu rečeno svoj vrt. Je to bila neka namerna zgradba v tej smeri ali je to se slučajno tako sestavilo? V bistvu zgodbe so nastale, mislim, da v razmaku enega leta.
niti se ne spomnim, mislim, da je bil Pust prva zgodba, ki sem jo napisala za to zbirko. Prva postavitev teh zgodb je v bistvu bila takšna, da je bila Jabolkosnetka na koncu, ampak potem, ko sem še enkrat šla v bistvu brati celo zbirko, sem ugotovila, da je to tista zgodba, ki mora biti prva, ki nekako uvede tudi v te naslednje zgodbe, v naslednje običaje. Jezero, torej zadnja zgodba v zbirki, je pa nekako se kar pritihotapila v knjigo, ker dejansko se ne ukvarja prav tako, da bom rekla, specifično z nekim obredom oziroma z običajem, ampak hkrati ima tudi ta zgodba nek svoj običaj, torej protagonistka gre skozi po tej izgubi otroka skozi neko fazo v bistvu tega žalovanja in sprijaznjenja in se mi je zdela primerna potem, da dam za konec to zgodbo. Hvala lepa za ta pogovor. Moje zadnje vprašanje bo zelo stereotipno. Običajno je zaključno vprašanje, kaj pa pripravljate zdaj. Jaz sicer nekaj malega o tem že vem, ampak morda nekaj več, da vas zdaj zavežemo, da boste to, kar pripravljate zdaj, morda bolj zares tudi naredili. Ja, v bistvu pri meni očitno je to tako, da prehajam iz kratke forme v daljšo formo in zdaj po Čebelji družini, ki je zbirka kratkih zgodb, delam na romanu in zelo uživam. Odlično, torej tako je kazalo, da ta užitek je bil tudi pri Čebelji družini, pri pisateljici viden. Očitno je v njem užival še marsikdo drug. Knjiga, kot rečeno, je dobila nominacijo za najboljšo zbirko kratkih zgodb v Sloveniji. Dobila je Evropsko literarno nagrado, torej je v njej očitno užival že marsikdo, ki jo je prebral. Če med temi bralci, dragi gledalci, vi še niste, je še čas, da to spremenite. Hvala lepa za pozornost in vse dobro.